Če pogledate na zemljevid, Kaspijsko morje izgleda kot morje, nekaj, kar bi se lahko povezalo s preostalim svetom. A v resnici ni tako. Popolnoma je obdano s kopnim, odrezano od vseh oceanov na Zemlji. In to odpira na videz preprosto vprašanje. Kaj pravzaprav je Kaspijsko morje? Odgovor na to vprašanje ni zgolj zapis v učbeniku. Določa, kdo nadzoruje ogromne energetske rezerve, kdo ima vojaški dostop in kako si 5 držav razdeli eno najbolj spornih vodnih površin na svetu. In zdaj je tu še en problem, ki bi lahko situacijo nepopravljivo spremenil. Torej, preden lahko razumemo, kdo ga nadzoruje, moramo razumeti, kaj sploh je in zakaj se nihče ne more glede tega strinjati. Kaspijsko morje obdajajo Rusija, Iran, Turkmenistan, Azerbajdžan in Kazahstan. Vsaka od teh držav si ga želi. Preveliko je, da bi ga lahko ignorirali, predragoceno, da bi ga pustili nedoločeno in preveč nenavadno, da bi ga lahko jasno opredelili. Slano je, čeprav ne tako slano kot ocean. Ima valove, tokove in ekosisteme, ki spominjajo na morje, vendar je geografsko ujeto znotraj celine. In prav v tem nasprotju se začne problem. Pred milijoni let Kaspijsko morje sploh ni bilo osamljeno. Bilo je del veliko večjega oceanskega sistema, ki se je raztezal čez današnjo Evropo in Azijo. Tektonski premiki so ga postopoma zaprli, dokler voda, ki ga je nekoč povezovala s svetom, ni postala ujeta v notranjosti. Kar je ostalo, ni bilo povsem jezero in ni bilo povsem morje. Vodostaji so naraščali in padali, slanost se je spreminjala, obale so se premikale. In ta nestabilnost se nikoli ni zares ustavila. Že dolgo pred sodobnimi mejami so si tekmujoča cesarstva in lokalni voditelji prizadevali za nadzor. Evropski voditelji so sklepali politična zavezništva in podkupovali lokalne oblasti, da bi si zagotovili dostop do prvih naftnih vrtin in trgovskih poti. Že v 10. stoletju so črpali nafto za razsvetljavo, medicino in industrijske namene. To je začrtalo vzorec. Imperiji so prihajali in odhajali, vendar nihče ni ohranil popolnega nadzora. Ta odsotnost ene same oblasti, ki bi vse nadzorovala, bi določila prihodnost regije. Na območju Kaspijskega morja se ta vzorec nikoli ni prekinil. Postal je le dražji. Ribolov, zlasti jesetrov za kaviar, se je soočal s prekomernim izkoriščanjem zaradi nejasnega upravljanja. Brez jasnega upravljanja je prelov hitro postal težava. Ribji staleži so upadli, vrste so bile ogrožene. Vzorec je bil preprost. Ko so pravila nejasna, vsak vzame, kolikor lahko. In ta vzorec se je razširil na vire, ki so veliko bolj dragoceni kot ribe. Nafta in zemeljski plin sta naredila Kaspijsko morje za dragoceno nagrado že dolgo pred sodobnimi energetskimi potrebami. Nadzor nad tem virom je oblikoval regionalne in globalne interese, pri čemer je imela Rusija kot glavna evropska sila neposreden dostop. Rusija je edina evropska država z dostopom do Kaspijskega morja. In ko se je njeno ozemlje širilo, je ta regija postala zanjo še posebej zanimiva. Pod Petrom Velikim je raziskovalec Fjodor Sojmanov izdelal zemljevid morja, kar je spodbudilo trgovino in okrepilo rusko prevlado. To pa je pomenilo začetek oboroževalne tekme. Na koncu so prevladali komunisti in Sovjetska zveza je prevzela nadzor nad Kaspijskim morjem. Začela se je nova doba nadzora. Sovjetska prevlada je pomenila, da je bil večji del Kaspijskega morja pod centraliziranim nadzorom. Tako je le Iran ostal kot neodvisna obalna država, ki je krmarila med zapletenimi odnosi z globalnimi silami. Kajti kamor gre nafta, tja gre tudi svet. Nadzor nad kaspijsko nafto je pomenil moč. Sovjetska zveza se je zanašala na te vire, da bi lahko globalno konkurirala, medtem ko je hladna vojna spodbudila hitro industrializacijo ob morju. Naftne ploščadi, tankerji in infrastruktura so preoblikovali regijo. Okoljski pomisleki so bili zlahka drugotnega pomena v primerjavi z geopolitiko. Cevovodi iz časa Sovjetske zveze so vzpostavili tako gospodarske življenjske žile, kot tudi pravne zaplete, ki trajajo še danes. Mreža naftovodov, pristanišč in skladiščnih središč je ustvarila prvi sodobni načrt za nadzor nad viri. Tudi po osamosvojitvi so te infrastrukture določale, katere poti se lahko uporabljajo, katere države imajo največje koristi in kako bodo mednarodni partnerji pogajali o dostopu. In potem se je vse sesulo. Z razpadom Sovjetske zveze leta 1991 so se obale Kaspijskega jezera drastično spremenile. 15 držav je pridobilo neodvisnost, ko se je rusko ozemlje skrčilo. Azerbajdžan, Kazahstan in Turkmenistan so pridobili velike dele obale Kaspijskega jezera.
Rusija je ohranila dostop, vendar je bilo morje zdaj strogo razdeljeno med novo nastajajoče države, vsaka s svojimi nujnimi gospodarskimi ambicijami. Ljudje so začeli v regiji videti priložnost za lastno korist. Oseb, kot je bodoči podpredsednik ZDA Dick Cheney, so izpostavile Kaspijsko regijo kot eno najpomembnejših gospodarskih območij na svetu. Nastajajoče države so bile dovzetne za zahodni vpliv, saj so se skušale izviti iz ruskega vpliva. Medtem se je sovjetski nadzor zmanjšal s 6100 km obale na le 747 km. Ob vsem tem so se napetosti stopnjevale. Vsi so si prizadevali pridobiti prednost v zapletenem, dragocenem okolju. Status Kaspijskega morja je ostal negotov desetletja. Zgodnji sporazumi, kot sta bila sovjetsko-iranski pogodbi iz leta 1921 in 1940, so po razpadu Sovjetske zveze postali zastareli, kar je odprlo boj za vire regije. Vprašanje klasifikacije ostaja odprto še danes. Verjame se, da je pod Kaspijskim jezerom zakopanih več kot 292 bilijonov kubičnih čevljev zemeljskega plina. To je dovolj, da bi ZDA pri trenutni porabi oskrbovali skoraj 9 let, kar ga uvršča med največje neizkoriščene zaloge na svetu. Rusija in Iran sta zagovarjala klasifikacijo kot jezero iz istega razloga kot vedno, saj to izključi 3 nove države. Če pa se njegova klasifikacija spremeni, se spremeni tudi vse ostalo. Če ga razvrstimo kot morje, začne veljati mednarodno pravo. Odprt dostop, skupna raba virov, nobena država ne nadzoruje morskega dna. Če ga razvrstimo kot jezero, ima večjo težo stari sovjetsko-iranski okvir, razdeljen med tiste, ki imajo najmočnejše zahteve. To popolnoma spremeni pravila igre. In to ni tisto, kar želijo glavni odločevalci. Rusko gospodarstvo se od začetka vojne v Ukrajini sooča s težavami, saj je država pod hudimi sankcijami. To pomeni, da je bolj kot kdajkoli prej zainteresirana za vire, ki jih ponuja Kaspijsko morje. Iran pa je bil ves čas obstoja Islamske republike ujet v konfliktih. Kazahstan, Turkmenistan in Azerbajdžan se močno zanašajo na naravne vire, da bi postali regionalne sile. Vsak centimeter je predmet spora. Ti centimetri pa lahko pomenijo milijarde. Proizvodnja energije je igra z visokimi vložki. Azerbajdžan proizvede približno 60% trenutne proizvodnje nafte v Kaspijskem morju. Desetletja vrtanja in strateški položaj vzdolž obalnih otokov so mu dali prednost. Odprti trg in bogastvo virov v regiji povečujeta napetosti, zaradi česar je konflikt vse bolj verjeten. Vsaka država, ki meji na Kaspijsko morje, ima prekrivajoče se zahtevke in pogoste spore. Azerbajdžan je še posebej ugotovil, da sta Iran in Turkmenistan željna razširiti svoj vpliv na območje, ki ga sam opredeljuje kot svoje ozemlje. To bi lahko postalo še težje, če največji projekt v zgodovini Kaspijskega morja postane resničnost. To vodi do transkaspijskega naftnega transportnega sistema, ogromnega projekta za prevoz nafte iz Kazahstana v Azerbajdžan in nato neposredno do prometnih vozlišč, kot sta Črno morje ali Sredozemlje. Ustvaril bi ekspresno pot in sprva prevažal do 500 000 sodčkov na dan. Predstavlja strateško energetsko zavezništvo med državami, ki se nagibajo k zahodnim trgom. Vpliv tega projekta bi lahko bil ogromen. S tem, ko obide tradicionalne ruske in iranske poti, grozi, da bo spremenil regionalno moč pri določanju cen energije in političnem vplivu. Pomembne so tudi okoljske skrbi. Gradnja pod morjem lahko moti ekosisteme in poveča promet tankerjev, vendar bi naftovod druge pomembne akterje pustil na hladnem. Tako Rusija kot Iran sta izrazila svoje nasprotovanje projektu. Obide njun vpliv in potencialno preusmeri regionalno moč v prid Azerbajdžana in Kazahstana. Kljub načrtovanju od leta 2005 so logistične, politične in okoljske ovire upočasnile napredek. Projekt je v veliki meri neuresničen, vendar še vedno predstavlja žarišče napetosti. Negotovost glede tega projekta povečuje krhkost regije. Vsaka predlagana trasa preoblikuje politične, gospodarske in vojaške izračune. Sporazum iz leta 2018 je uredil površinske pravice in dostop do ribolova, vendar je morsko dno, kjer se nahaja pravo energetsko bogastvo, ostalo povsem nerešeno.
Poleg virov je na kocki tudi strateški nadzor. Rusija svoje argumente utemeljuje z varstvom okolja, hkrati pa si zagotavlja dostop prek reke Volge in kanala Volga-Don, medtem ko so Azerbajdžan, Kazahstan in Turkmenistan celinske države brez izhoda na morje. In možnosti Rusije, da to prepreči, se iz dneva v dan manjšajo. Nekaj časa sta bili Rusija in Iran nesporni vojaški sili v regiji. Obe sta se soočili s konflikti, ki so izčrpali njune sile, medtem ko so nekdanje sovjetske države povečale svojo pomorsko prisotnost. Zdaj ima vseh 5 obmejnih držav prisotnost v regiji. Vsak poskus prevzema nadzora bi bil deležen vojaškega odziva. Za zdaj vseh 5 držav, ki si lastijo območje, so v krhkem ravnotežju. Ker je 5 različnih zahtev do Kaspijskega jezera, so nekatere države sklenile ločene dogovore. Rusija, Kazahstan in Azerbajdžan imajo medsebojne dvostranske sporazume, ki temeljijo na sredinskih črtah. Nihče ne dobi točno tega, kar si želi, a vsak dobi nekaj malega. Azerbajdžan in Turkmenistan se prepirata glede skupnega nahajališča, čeprav so napetosti večinoma diplomatske. Za Iran pa tega ne moremo reči. Zavzemajo bolj agresivno držo. Islamska republika ima več nizkointenzivnih sporov na Kaspijskem morju. Azerbajdžanska poročila o iranskih patruljnih čolnih, ki streljajo na raziskovalna plovila, poudarjajo to napetost. Iran je tudi pri pogajanjih zelo nepopustljiv. Zahtevajo enoten dogovor med vsemi 5 državami in enak delež pravic na Kaspijskem morju. A še vedno obstaja ena velika težava. Dno morja, glede ozemlja, ostaja nedoločeno. In to je eden najbogatejših virov energije. Dogovori zajemajo le enostavnejša, površinska vprašanja. Voda ne upošteva meja. 6 rek prečka mednarodne meje na poti do Kaspijskega jezera, za razliko od Volge, ki teče izključno po ruskem ozemlju. Reka Kura teče skozi 3 države, od katerih 2, Gruzija in Turčija, nimata meje s Kaspijskim jezerom. To še dodatno zaplete postopek prevoza nafte iz jezera. Vsaka alternativna pot prinaša različne diplomatske kombinacije in prihodnost vseh teh držav je lahko na kocki. Vprašanje, kdo je lastnik nafte pod Kaspijskim jezerom, ima ogromen vpliv na svetovno gospodarstvo. Iran in Rusija sta podpisala dogovor, za katerega sta mislila, da jima daje prednost, vendar so se zaradi spreminjajočih se meja stvari spremenile. Trenutno pod morskim dnom ostajajo bilijoni dolarjev. Vsaka država ima vojaško prisotnost v regiji, vendar to ne zagotavlja prevlade, saj niso edine, ki imajo tukaj interese. Prisoten je tihi 6. akter in morda ima prav ta največjo naložbo. Ker so vse te države sklenile dogovore s podjetji za predelavo nafte, kot so globalni konglomerati Shell in ExxonMobil, pa tudi z regionalnimi silami, kot je Luke Oil, so močno investirale, politični pretresi pa bi lahko ogrozili te dobičke. In to pomeni ironično, da je trenutni status quo morda najboljši za vse vpletene strani. Ko imajo vsi svoj delež, nihče nima nadzora. 5 vlad in 2 naftni multinacionalki imajo vsi koristi od istega nerešenega vprašanja. Zato je spor glede razvrstitve trajal 30 let. Odgovor je preveč vreden za preveč ljudi. In tako se za zdaj nadaljuje občutljivo ravnovesje. Če bi ena sama država prevladala nad Kaspijem, bi omejitve izginile. Agresivne gospodarske dejavnosti bi lahko povzročile izumrtje številnih vrst v teh vodah. Velik delež svetovne zaloge nafte bi lahko bil pod nadzorom gospodarskega zavezništva. Toda to se morda spreminja na način, ki ga je mogoče videti iz vesolja. Kaspijsko jezero se krči. To je počasna, a vztrajna grožnja. Med letoma 2006 in 2024 je gladina vode padla za 2,5 metra do rekordno nizke ravni, 29 metrov pod morsko gladino. Ocenjuje se, da bi lahko v tem stoletju padla še za 18 metrov. To bi pomenilo 25% zmanjšanje skupne površine jezera. Ko se gladina Kaspijskega jezera zmanjšuje, bo ribolov postal težji. Tudi globokomorsko vrtanje za nafto bi lahko imelo težave. Naftne ploščadi so zasnovane glede na trenutno gladino morja. Da bi bilo še bolj zapleteno, se ta sprememba ne dogaja enakomerno. Severovzhodni del Kaspijskega jezera, ki pripada Kazahstanu, je zaradi plitvine in bližine puščavskih razmer še posebej ranljiv. Kazahstanov živahen energetski sektor predstavlja velik del gospodarstva države. Nafta in plin se nenehno prevažata iz regije, kar bi lahko pospeševalo upadanje vodne gladine.
Vendar to še zdaleč ni edini dejavnik, največjega pa ne bo lahko rešiti. Kaspijsko jezero bi lahko na koncu postalo žrtev krize, ki ogroža vodna telesa po vsem svetu. Podnebne spremembe, naraščajoče temperature, zmanjševanje padavin in povečano izhlapevanje otežujejo obnavljanje vodnih virov. Medtem ko se gladina oceanov dviguje zaradi taljenja ledenih kap, Kaspijsko jezero nima takšnega iztoka. Za razliko od oceanov, Kaspijsko jezero nima iztoka. Življenje postaja težje in tekmovanje med ljudmi se zaostruje, ko vodostaji upadajo. Kazahstan je prva država, ki je začela opažati, da se njen delež Kaspijskega jezera zmanjšuje. Ne bo zadnja. To pomeni več tekmovanja v regiji. Gospodarski, politični in ekološki pritiski bodo naraščali, kar bo verjetno še poslabšalo razmere. Spor med državami, ki si delijo to ozemlje, je skoraj neizogiben, saj ko je nečesa manj, si ljudje vedno najprej želijo svoj delež. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.